Ne vem, družba. Že zelo dolgo časa je tam notri. Ali mislite, da je pobeg iz grozljive skrinje preveč zanjo? Kaj, če velika in mogočna Trixie ne more... Pobegniti? Ampak, če si ti tam, kdo je potem notri? No, naš prostovoljec, seveda. Lahko je močno presenečenje. Morala bi opozoriti ponija, preden ga takole zvlečeš na oder. Trixie, to je bila neverjetna predstava. Larry Hart in jaz sva bila navdušena. Tako sem vesela, da sva se odločila priti. Vidva imata res dobro kemijo. Pobeg iz grozljive skrinje res zahteva veliko in mogočno pomočnico. Način, kako sta sodelovali, je kot da bi se spoznali že toliko časa, kot se jaz in Twilight. Bilo je res precej zabavno. Seveda je bilo. Nič ni boljšega od vezi z drugim ponijem. Delita si lahko vse stvari. Sonček, sonček, pika polonica, daj vas kopiti, udariva. Mislim, da bova zaenkrat ostali samo pri čarovnijah. Velika in mogočna Trixie ne poje. My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Do you know you're all my very best friends? Ne glede na to, koliko uživam v svojem šovu enega ponija, se je vedno lepo vrniti v ponijevce in nastopati z mojo veliko in mogočno asistentko. Cadence ima prav, res dobro sodelujeva. Nastopati s tabo je skoraj tako zabavno, kot svetovati učencem na Twilightini šoli. Kar je tisto, kar bi morala zdajle početi? Se vidiva. Oprostite, gospa mogočna. Običajno me poniji kličejo Trixie, ampak gospa mogočna se kar lepo sliši. Od tukaj do Kopitarske Arabije nisem videl ničesar, kar bi se lahko primerjalo z vašim čarobnim šovom. Bi morda razmislili o tem, da bi obiskali mojo domovino? Pravkar sem se odpravljala na turnejo, ampak Kopitarska Arabija je mnogo bolj oddaljena od dežel, ki jih običajno obiščem. In moja kočija morda ni primerna za tako dolgo potovanje. Moja je nova in precej prostorna. Če bi vas tako lažje prepričal, bi jo z veseljem zamenjal za vašo. Zamenjal? To pa ne! To, kar vidite pred vami, je več kot zgolj eno veliko in mogočno vozilo. To je zavetje. To je prevoz. To je moj edini prijatelj v dolgih in osamljenih nočeh na cesti. V redu, potem pa moram videti čim več vaših nastopov. Če vas ne morem prepričati, da bi nastopali v Kopitarski Arabiji, bom moral številnim vašim oboževalcem tam le pripovedovati o vaših nastopih. Številnim oboževalcem praviš? No, pa saj verjetno lahko razmislimo o potovanju. Čudovito! Se že veselim skupnega potovanja. In če si premislite glede kočije, je moja ponudba še vedno odprta. Samo tako daleč stran je to. Seveda rada obiskujem nove in razborljive kraje. Ne nazadnje sem potujoča čarovnica. Sliši se, kot da si se že odločila. Ne čisto. Cesta je osamljen kraj in to potovanje bo še bolj osamljeno. Upala sem, da bi morda uspela prepričati svojo veliko in mogočno pomočnico, da bi šla z mano. Resno? Seveda. Nisi samo moja pomočnica in svetovalka, si tudi moja prijateljica in kaj je boljšega od potovanja s prijateljico? Nič! To bo najboljše čarovniško potovanje na svetu! Verjetno bi morala dobiti nekoga, da bi pokril moje dolžnosti svetovanja učencem. Trixie, si v redu? Ena kočija za 2 je pripravljena. O, ti si prinesla prtljago? Mislim, seveda si prinesla prtljago. Seveda sem. Vse, kar 2 ponija potrebujeta za potovanje njunih življenj. 3000 kosov sestavljanke, 1 kopija Zmajske jame, najboljše namizne igre v zgodovini ponijev, moja slavna zbirka kemperskih začimb in napihljivi splav.
Sem kaj pozabila? Lahko skočim nazaj do gradu in še kaj vzamem. A ne, ni to. Mogoče ne potrebujeva splava. Potrebujeva samo malce velike in mogočne reorganizacije. Takole, vse pa še čisto v redu. Koga hecam? Moja kočija je premajhna za obe. Razumem, če imaš pomisleke. Pomisleke? Se hecaš? Ta kočija ni majhna, udobna je in ni boljšega, kot je udobno. Potem pa v redu. Očitno je čas, da kreneva na pot. Okej, mogoče pa obstaja tudi preveč udobja. Si prepričana, da ne bi raje jezdili Sem prepričana. in me ne boš zavrnila? Ko bomo obe skupaj spali v tej udobni kočiji, lahko postane kar zapleteno. Trixie, ogromno visoko kvalitetnih hotelov, v katerih lahko spivajo na poti. Ne skrbi za to. Ne odstopam od največjega in najmogočnejšega popotovanja prijateljstva, kar jih 2 ponija lahko doživita. No, če pa tako poveš, se pa že prav veselim. Tudi jaz. Hvala Bogu, da nisva kot Twilight ali drugi. Oni bi verjetno o tem zapeli pesem. Sva na poti prijateljstva. Kočija je premajhna za 2. Še vse na bolje od hoje, kaj ne? Jaz hodim. Potovanje zbližuje ljudi, to pravijo vsi. Vesela sem, da vztrajava, nastala je že pesmica. Sva na poti prijateljstva, druga ob drugi hodiva. Prijateljska vez je močnejša kot ves stres. Menjava kočije še vedno velja. Čakaj, kaj je rekel? Nič. Tako je tesno, do se premika bo. Očitno sva za skupaj, to je prijateljstvo. Res je super potovati s tabo, Tudi kolegica. s tabo, kolegica. Sva na poti prijateljstva, Res sva? druga drugo krepiva lahko. Potovanje je naporno, če ne pripraviš se. Mi 2 razumeva se, zato premagava vse. Sva na poti prijateljstva in nikjer ne bi raje bili. Sva malo zapuščali. Skozi vse letne čase prijateljstvo raste. In karkoli se zgodi, vem, da me si. Tako je tesno, do se premika bo. Tekma, kjer se vežeš kopita skupaj in se moraš premikati v popolni sinhronizaciji, da zmagaš. Prijateljstvo. Kot film, kjer sta glavna igralca priklenjena z lisicami in ne morete proč drug od drugega. Prijateljstvo. Tržnica, perfektno. Na težak način sem se naučila, da življenje na cesti zahteva zelo specifično zalogo. Imava pa samo nekaj denarja, zato ga bova morali zapraviti modro. Oprosti, ker sem ga nekaj zapravila za ulično hrano. Je že v redu. Tudi falafli združujejo, a ne? Poleg tega imava še vedno dovolj za torto iz sena in sok. Zakaj ne greva raje tja? Ne. Vedno kupujem svoje torte iz sena tukaj. Torej, bova pač čakali v vrsti nekaj ur, kar je čisto okej. Čakanje v vrsti je povezovanje, kaj ne? Po nakupu falaflov nismo mogli kupiti vsega na mojem seznamu, ampak vsekakor imava vse za zajtrk. In prepričana sem, da bova odkrili, da je bilo čakanje v tisti super dolgi vrsti tega vredno. Nekaj ovir vedno pride, a bova nazaj na cesti prijateljstva po dobrem nočnem spancu. Čisto polni. Prepričana sem, da bova nekaj našli. Ne. Čau. Čisto polni! Glaupaz festival. Ti hoteli so gotovo popolnoma polni. Na srečo imamo popotnike, kot smo mi, svoje kočije. Rekla si, da bo veliko hotelov, kjer lahko spiva. Sploh ne skrbi za to, si rekla. Lahko bi pomislila na kakšno rezervacijo. S tabo sem pela in stala v vrsti. Kdaj bi pa lahko to naredila?
Ne vem, ampak začenjam misliti, da morda nisi tako velika in mogočna pomočnica, kot sem mislila. Si me pripeljala s sabo za težka dela? Ne, seveda ne. Oprosti, samo nervozna sem. Res sem se veselila sproščujoče noči v lepi sobi. Tudi jaz. Ampak, ker dobesedno ni nobene sobe na voljo, sva lahko pač srečni, da imava kočijo. Spanje v tesnem prostoru združuje. Jej! Lahko kaj naredim, da ti bo malce bolj udobno? Lahko se znebiš te krame? Ja, no. Preden vrževa stran čarobne predmete, ki sem jih več let zbirala, bi lahko poskusile zamenjati viseče mreže. V redu. Starlight? Starlight? Mislim, da zunaj divja žival. Starlight? Starlight? Kaj? Oprosti, tvoje smrčanje je malce... Glasno. Ja, vem. Našo vas sem prepričala, da nas vsako noč napadajo medvedi. Ampak tu bova verjetno potrebovali boljšo rešitev. Dame in gospodje, velika in mogočna Trixie bo zdaj spala. Resno? Pripravite se, da vas presenetim. Si dobro spala? Seveda sem. Je to zadnji kos torte sena? Oh, ja, oprosti. Že v redu. Verjetno ni več soka. Ne, očitno bomo morali ponovno po zalogo. Kako čudovito jutro! Ne moram vama povedati, kako se že veselim vajine prve predstave. Ali nama bo on sledil ves čas? Ne vem. Že zelo dolgo je tam notri. Ali mislite, da je pobeg iz grozljive skrinje preveč za ponja, ki spije ves sok in ves čas govori v spanju? Kaj, če velika in mogočna Trixie ne more? Spati? Ker njena cimra smrči kot veliki medved? Ampak, če si ti tam, kdo je potem tu notri? Ni veliko prostora tu notri. Ti vsaj ni treba spati notri še enim ponjem. Ta predstava je bila mnogo boljša v ponijevcih. Bi rada zadnji korenček? Vem, kako rada ješ zadnje kose. Oh, ne! Lahko bi postala žejna in nimava ničesar za piti. Zato... Dobra novica je, da sem tako utrujena, da bi lahko prespala stampedo divjih merjascev, kar, naj te razveselim, je samo malce glasnejše od tvojega smrčanja. No, jaz se že veselim čarovniških vaj s tabo vso noč. Tako vestno od tebe, da jih ponavljaš in ponavljaš v spanju. Vaja dela mojstra. Danes ga ni. No, žal mi je, da si tako nesrečna. Resno, ker če si želela, da bi bilo bolj udobno, bi lahko manj spakirala. No, ker si tako zaskrbljena glede prostora, imaš lahko vsega. Spala bom zunaj pod zvezdami, kjer bodo vsaj divje živali tiše od tebe. Nočem motiti, ampak izgleda, da imate na prijateljskem potovanju težave. Haha, misliš? Kje je moja kočija? Zamenjala sem jo za tisto od ponja iz Kopitarske Arabije. Zraven je dal celo par ogrinjal. Ti si kaj? Zamenjala sem staro ponošeno kočijo, ki je bila premajhna za naju, za to lepo novo prostorno kočijo, v kateri lahko obe uživava. Ampak kdo ti je to dovolil?
Nihče, sama sem si. Sedaj imava obe dovolj prostora in sploh ti ničesar ni treba dati v zameno. Nasprotno, dala sem nekaj v zameno. Dala sem svojo kočijo in svojega najboljšega prijatelja. Oprosti, nisem vedela, da je stara zdelana kočija boljša prijateljica od mene. No, lahko je reči, da je kočija boljša prijateljica. Ona te nikoli ne bi zamenjala za nič drugega. To je smešno. Saj je smešno. V bistvu cela ta turneja je smešna. Sploh ne vem, zakaj sem te povabila zraven. No, mogoče bi se pa morala kar odpraviti domov. Mislim, da je to zelo dobra ideja. In to obupno velikansko kočijo lahko odvlečeš s sabo. Prav! Dobro. Daj no. Moj bog, gospa Mogočna. Ampak kje je vaša pomočnica? Mislil sem, da vam bom z udobnejšo kočijo zagotovil, da boste lažje očarali publiko s svojimi skrivnostnimi čarovnijami. Običajno bi mi takšne vrste laskanja zadostovalo, ampak danes morava govoriti o vaši nepošteni in nepravični nabavi moje kočije. Želel sem si vaše kočije in v zameno za njo dal enako ali boljšo. Meni se zdi to poštena in pravična menjava. Na žalost je bolj zapleteno kot samo to. Prepričan sem, da je res, ampak komaj čakam, da krenem na pot. Pripravljen sem čakati tako dolgo kot ti. To bova pa še videla. Veš, tudi če bi bil pripravljen ponovno zamenjati, nimaš moje kočije, da bi jo vrnila. Podrobnosti. Vsi vi izgledate mnogo manj grozeče, kot ste prej, ko so bili dve. Ta kraj je obupen, kako tega nisem prej videla. Hej, to je eden tistih potujočih ponijev. Tvoja pesem naj jo je res navdihnila. Odločili sva se, da greva tudi sami na prijateljsko popotovanje. Bolje to kot pot dostavljavcev. Jep, včasih so skupna popotovanja težka. Spomnili sta naju, da so lahko tudi zabavna. Hvala še enkrat. Bi vroč napitek? Hvala ne. Kaj pa vidva počneta? Protestiram. Z ležanjem. Saj ne da te briga menjalka koči. Bojim se, da še vedno nisem zainteresiran, kljub prikladni pojavitvi vaše pomočnice. Trixie, vrnila sem se, da se opravičim. Nikoli ne bi smela zamenjati tvoje kočije. Ni bila moja, da bi jo menjala, pripada moji prijateljici. Če bi bili res prijateljici, bi bil jaz verjetno zavezan razveljavitvi menjave. Ok, v redu, sva prijateljici. Najboljši prijateljici, ki se delita globoko vez, ampak niste bili pripravljeni na čustvene izzive potovanja. Srečen? Še vedno nisem prepričan. Morda bi lahko dokazali svoje prijateljstvo. Kako? Lahko bi izvedli najno prijateljsko pesem. Seveda. Najna svetovno znana pesem prijateljstva. Je ves čas ponavljava, ker sva tako super prijateljici. Čarovnija, hokus pokus, zmigaj kopita in povej šalo. To je bila najslabša pesem prijateljstva, kar sem jih kdaj slišal. In vedve sta si očitno izmislili vse sproti. Ampak samo pravi prijatelji bi bili pripravljeni izvesti tako smešen nastop eden za drugega. Torej, mi boš vrnil kočijo? Čeprav bi predlagal vrnitev ponijevce. Nisem prepričan, da je kopiterska Arabija pripravljena na tole. Ja.
To je fair. Oprosti, da je šla tvoja turneja po Kopitarski Arabiji po zlu. Čisto pošteno, mislim, da ne bi zdržala niti sekunde več na cesti. V določenih trenutkih ne maram potovati niti sama s sabo. Veliko težje je, kot sem mislila. Vseeno sem vesela, da so poskusili. Večinoma zato, da tega ne bova več ponovili. Mislim, da je to naredilo najino prijateljstvo še večje in mogočnejše kot prej. Veste, v bistvu je tukaj notri ogromno prostora za popoldanski spanec. Je predstave že konec? Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.